Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, pozdravljeni na proslavi ob prazniku občine Pesnica in krajevne skupnosti Pesnica pri Mariboru. Med nami naj še posebej pozdravim gospoda župana občine Pesnica, magistra Gregorja Žmaka. Podžupana občine Pesnica Slavka Jarca. Svetnike občine Pesnica in krajevnih skupnosti, delavke in delavce občinske uprave, pozdrav pa gre tudi gostom. Med nami je županja občine Kungota, gospa Tamara Šofer. Podžupan občine Kungota, gospod Rudi Matjašič. Pozdrav gre tudi magistru Štefanu Žvabu, županu občine Šentilj. Ter častnim občanom, z nami so Srečko Črnko, Tone Partlič, Jože Senekovič in Srečko Cehner. Pozdravljam pa tudi načelnico upravne enote Pesnica Nevenko Vujačič, ravnatelje osnovnih šol, župnike in predstavnike društev ter delovnih organizacij v občini. Lepo pozdravljeni. Pred nami je teden slavja. 27. junija leta 1991 se je zjutraj skozi Pesnico valila kolona tankov iz Maribora. Sledili so ključni dnevi. Ne le za našo Pesnico, vendar za našo državo. In prav v tem tednu bomo v soboto slavili tudi dan državnosti, dan naše domovine. Na oder vabim župana, magistra Gregorja Žmaka, da nam ob tem prazniku nameni tudi nekaj pozdravnih besed. Spoštovani častni občani občine Pesnica, spoštovani nagrajenci, podžupan, spoštovani okoliški župani, podžupani in direktorji občinskih uprav, svetniki, člani nadzornega odbora, predsedniki in člani svetov krajevnih skupnosti, člani delovnih teles občinskega sveta, načelnica upravne enote, ravnatelji, predstavniki osnovnošolskih zavodov in vrtcev, spoštovani dekan in duhovniki, spoštovani predstavniki Slovenske vojske, veterani vojne za Slovenijo, spoštovani načelnik policijske postaje Šentilj, spoštovani policisti, gasilci, kmetovalci, podjetniki, predstavniki društev občine Pesnica, spoštovani predstavniki zdravstva, sodelavci občinske uprave, vse občanke in občani, spoštovane dame in gospodje, ter vsi cenjeni gostje. Lepo vas pozdravljam v letošnjem občinskem prazniku in tudi prazniku krajevne skupnosti Pesnica pri Mariboru, ter o počastitvi Dneva državnosti Republike Slovenije. Veseli me, da smo se letos lahko srečali v živo, da si smemo seči v roko, se podružiti in podeliti med seboj želje, načrte, misli, izvedene projekte in minule zgodbe. Pretekli 2 leti sta prinesli veliko izzivov, a hkrati tudi spoznanj. V času našega 4-letnega mandata so se menjale že 3 vlade, tudi pandemija razvoja občine Pesnica ni ustavila. Vkljub vsemu smo se ustvarjali in vedno znova izboljševali to, nam vsem ljubo občino. Menim, da smo delali celo več, da bi vsem zagotovili pogled v boljšo prihodnost. In vse to izhaja izključno iz tega, ker sledimo pravim vrednotam, na osnovi katerih delujemo. Vrednote pa izhajajo iz potreb ljudi, ki jim je potrebno prisluhniti in jih znati prenesti v življenje tako, da obljube ne ostanejo le besede, temveč postanejo dejanja. Kot sem obljubil, so bila naša vrata odprta vsakomur, ki je imel težavo, ali se bodi si hotel le pogovarjati. Tega načela se bom držal vedno. Zavedam se namreč, da nas medsebojni odnosi bogatijo
če le izhajajo iz lepih namenov, čistega srca in dobrih idej. Sam se vedno veselim dobronamernih ljudi in dobronamernih sugestij. Vsem nam gre namreč za skupno dobro. Vedno izhajam iz prepričanja, da moramo biti tukaj za ljudi. To je naše osnovno poslanstvo. Razvoj krajev, dobrobit krajanov in enakomeren razvoj brez izključevanja kogarkoli ali česarkoli. Zdi se mi, da se je v našo občino v teh letih vrnilo upanje in zaupanje v sočloveka. Na vsakem koraku vidim odlične ljudi in dobre zgodbe. Dobre zgodbe nas povsem okrožajo. Bistvo vsega namreč čim bolj kakovostno bivati skupaj. Občina Pesnica je zadnja leta doživela polet, kar se lahko vidi na vsakem koraku. Urejamo manjkajočo infrastrukturo, izenačujemo velike razvojne zaostanke in enakomerno razvijamo vse 4 krajevne skupnosti. Skupaj z društvi in aktivnimi občani smo oživili občino s številnimi dejavnostmi in prireditvami. Tako smo kraje naše občine naredili privlačne in ugodne za življenje vseh generacij, kar nam je bil in tudi ostaja osnovni cilj. Pred slabimi 4 leti smo prevzeli odgovornost za vodenje občine, ki je imela zelo visok komunalni prispevek na eni strani in zelo nerazvito komunalno infrastrukturo na drugi strani. Še veliko je za postoriti, toda danes lahko govorimo ravno nasprotno. Postajamo urejena in privlačna občina. V največji meri želimo poskrbeti za vse generacije, še posebej za najmlajše in šolajoče, ter seveda tudi za starejše. Hvaležen sem za vse povratne informacije, pohvale, sugestije, ki nam omogočajo, da gradimo naše okolje in ga izboljšujemo. Pa ne le materialni vidik našega okolja. Najbolj pomemben se mi zdi vidik dobrih medosebnih odnosov, spoštovanja drug drugega in skrb za okolje, v katerem živimo. Veseli me, da so društva in aktivni posamezniki tudi s pomočjo skupnih občinskih sredstev in podpore oživili dogodke, turistične, kulturne, vaške in športne. Kljub koronskemu obdobju lahko vidimo, da je občina ponovno zaživela. Ob tem velika hvala predvsem tistim, ki ste že tudi v prejšnjih letih tradicionalno pripravljali dogodke. V naši občini imamo veliko zelo uspešnih podjetnikov, vinarjev, sadjarjev, kmetovalcev, predelovalcev in ljudi vseh kadrov in profilov, na katere smo lahko zelo ponosni. Veliko od vas je tudi prevzelo odgovornost v občinskem svetu, v odborih, krajevnih skupnostih, ter poleg družbeno aktivnih v kulturi, športu, humanitarnih društvih, tudi aktivno so ustvarjalo ta nov polet naše občine. Veliko dela nas še čaka, ujeli smo zaostanke, vemo, da zmoremo, ker to znamo, ker imamo izjemne naravne pogoje, lokacije, tradicijo, ter predvsem vas, drage občanke in občani. Občina je v zadnjih 4 letih dokazala, da je podpora temu poletu in razvoj izjemno velika in tako bo tudi ostalo z vašo podporo in sodelovanjem. Zagotovo zato, ker nam je vsem mar, kako živimo in kako živijo ljudje okoli nas, naši otroci in kako bodo kasneje živeli naši vnuki in pravnuki. Ko tako razmišljamo o pretečenem času, ko sem sam zelo vpet v delovanje občine, tega časa zadnjih 3 let in pol ne merim več v dnevih in urah, pač pa ga merim v metrih in kilometrih cest, merim ga v metrih in kilometrih vodovodnega omrežja, v prenovljenih šolah, igriščih, učilnicah, drevesih, prenovljenih in izboljšanih gasilskih domovih, kulturnih dvoranah, prav tako pa v popravljenih in izboljšanih usodah ljudi. Velik del sebe puščam v naših 4 krajevnih skupnostih. In če boste vprašali mojo družino, merijo čas drugače, v urah in dnevih moje odsotnosti, ko sem tukaj za vas in vse občane in občanke. Vendar mi ni žal, ker vedno gledam širšo sliko, ker menim, da mora biti bolje za vse, da bo bolje tudi za posameznika. Ponosen sem, da sem lahko župan v takšni občini, kot je Pesnica. To pa predvsem zaradi ljudi, na katere sem neizmerno ponosen.
Ponosen sem na to, da smem prenesti na vsak sestanek ali srečanje v Ljubljani ali drugod po Sloveniji zgodbe o ljudeh naših krajev, ki so še vedno tradicionalno srčni, ustvarjalni, predvsem pa dobri. Lepo je živeti in delati tukaj. Vse, kar nas bogati od znotraj, je v teh letih doživelo razcvet. Z besedami se ne da opisati kakovosti vseh predstav, ki so se odvijale, vseh dogodkov in vseh ljudi, ki tukaj ustvarjate. Vsi ste pristomogli, da so tudi zunaj začrtanih meja te naše pesnice ljudje začutili, kakšen je utrip pri nas. Zgodovino krajev seveda pišemo vsi ljudje. Med nami pa je peščica takšnih, ki svojo umetniško žilico v usode ljudi spravijo na papir, oder, oblikujejo kot pesem ali kak drug umetniški izdelek. Eni izmed njih so tudi Neuwirtovi Štajerci, ki letos praznujejo 100 let delovanja. Prosim, da naprosim. Vedno znova me prevzame ponos, ko se poglobim v kakšnega avtorja, glasbenika, umetnika in ugotovim, kakšne bogate ustvarjalne opuse nam dajejo na voljo. V njih so tudi delčki njih samih, ki jih podelijo z nami vsem. Le te bomo danes tudi počastili. Današnji program sta pripravili zelo srčni osebi. To sta gospa Lenka Truntič in gospa Sabrina Hudales. Prav tako se zahvaljujem vsem nastopajočim in voditeljici gospe Jani Kraner ter Neji Kašman. Drage dame in gospodje, danes bomo skupaj preleteli en majhen mozaik dosežkov, ki so izvedeni, nekateri so v izvajanju, nekateri pa se bodo še izvedli in so osnova za boljše življenje danes in jutri. Ob tem pa ne smem spregledati neizmerne delavnosti in ustvarjalnosti celotnega kolektiva občine Pesnica, vseh krajevnih in občinskih svetnikov ter vseh vas, ki nas na tej poti podpirate. In kot je rekel Henry Ford, stopiti skupaj je začetek, ostati skupaj je napredek, delati skupaj je uspeh. Iskrene čestitke v občinskem prazniku, krajevnem prazniku in dnevu državnosti.
Aj, zavese odgrnimo, v ta presvetli sončni dan, z veseljem spet pojdimo. K vsakem praznovanju sodi tudi glasba. Nastopili bodo udeleženci poletne glasbene šole profesorice Danice Neuwirth-Koren. Danica Neuwirth-Koren izhaja iz glasbene družine Neuwirth in je hči lani preminulega velikega kulturnika, glasbenika, skladatelja, dirigenta, dobitnika Galusove listine in častnega občana občine Pesnica Toneta Neuwirtha. Glasba v družini Neuwirth že 100 let prehaja iz roda v rod. Nocoj bo nastopil orkester, v katerem igrata tudi Tonetova vnukinja in vnuk, profesorica Barbara Kolbl in profesor Jure Koren. Orkestru se bodo pridružili tudi pevci pevskega zbora Kantikum iz Pernice, ki jih vodi Barbara Gajšek. Slišali bomo Koenovo Haleluja, Poletno noč, Mlade oči, popeljali pa nas bodo tudi v brezčasno zgodbo Lepotica in zver.
društev ter organizacij in s svojim delom skrbijo za razvoj kmetijstva, ohranjanje kulturne dediščine in okolje, v katerem živijo. Prav je, da se jim zahvalimo in podelimo priznanja Krajevne skupnosti Pesnica pri Mariboru. Na oder vabim župana, magistra Gregorja Žnaka in predsednika Sveta Krajevne skupnosti Tima Babiča, da podelita priznanja Krajevne skupnosti Pesnica pri Mariboru. Priznanje Krajevne skupnosti za aktivno delo v turističnem društvu Pesnica in skrb za družabno življenje krajanov prejme Vesna Šabeder. Priznanje Krajevne skupnosti za aktivno delo v kulturno-umetniškem društvu Marice Kerenčič Pesnica in ohranjanje kulture v kraju prejme Jože Kašmar. Priznanje Krajevne skupnosti za aktivno delo v krajevni organizaciji Rdečega križa Pesnica ter velik prispevek k ohranjanju krvodajalstva v kraju prejme Ivan Pauman. Priznanje Krajevne skupnosti za velik prispevek k razvoju in prepoznavnosti kraja ter finančno pomoč društvom prejme Andrej Tišler, Enologija d.o.o. Priznanje Krajevne skupnosti za aktivno delo ter velik prispevek k razvoju, prepoznavnosti krajevne skupnosti in občine Pesnica prejme Društvo upokojencev Pesnica. Priznanje Krajevne skupnosti za več kot 50-letno kmetovanje, skrb za okolje in krajino prejme Nada Kamenički. Gospe Nada je očitno nocoj z nami, tako da ji bomo priznanje predali drugič. Čestitke vsem prejemnikom priznanja. Hvala.
Pridi, čakam te pomladi, ko postane spet lepo. Pridi, čakam te poleti, ko gre sonce za goro. Sončen dan na Rabu nas vabita Janja Kraner in Tadej Lončarič, kjer se bomo zabavali na pikniku. Vroče poletje, voda hladi, senca zavetje, ure tisti dni. In razoditje, tako nam je lepo, in ko življenje zakrije zobi, pridejo iskre in dobri ljudje. Nekaj si je v nas ljudi, ne vkimajmo zakaj. Gledal sem lepoje, tudi ko nismo bliz, a nikoli ne izdaj. Zdaj gre na bolje, nekaj si je izselil. Ne vkimajmo zakaj. Gledal sem lepoje, tudi ko nismo bliz, a nikogar ne izdaj. Zdaj gre le na bolje. Sonce zahaja, zvezde budi, zrak se ohlaja, ogenj gori, pišemo v temi. Počasi brez skrbi, jarari, in ko življenje zakrije zobi, pridejo iskre in dobri ljudje. Nekaj si je v nas ljudi, ne vkimajmo zakaj. Gledal sem lepoje, tudi ko nismo
je, da podelimo županova priznanja. Na oder vabim podeljevalca, gospoda župana magistra Gregorja Žmaka in podžupana gospoda Slavka Jarca. Za neprecenljivo ohranjanje gledališke kulture v občini Pesnica županovo priznanje prejme Tone Partljič. Hvala lepa, gospod župan. Mislim, da je že 30 let, kar sem častni občan občine Pesnica. In mislim, da sem šele na tretji taki seji. Tako vas prosim, da ne štejete tega kot neko zvišeno ignoranco. Kot veste, sem bil 14 let v državnem zboru, 2 leti sem bil v Mariboru kot predsednik izvršnega sveta in sem bil sigurno na 200 takih prireditvah. In se nekako zdaj reče, da živim malo sam doma. Kljub temu bi naredil grozno napako, če ne bi prišel ne samo zaradi priznanja. Mislim, da je prireditev čudovita, ki ji prisostvujem. Bi marsikateri mestni občini želel tako prireditev. Obenem kaže, da Pesnica ni samo spalno naselje Mariborčanov in drugih, ampak nastaja neka nova skupnost. Mi smo letos res kot opravičilo bi rekel, da pa na 2 predstavah, ki smo jih pripravili, sem se sigurno 100 večerov skupaj družil z vašimi odličnimi ljudmi. Pesnica ima neverjetno od nekdaj neko tradicijo, ki jaz zdaj samo oživljam, če se spominjam Filipiča, Šaca, Prajzmana in tako dalje, da ne bom komu naredil krivice. In tudi poglejte, iz Pesnice je direktor Mariborskega gledališča, je zelo znamenita in letos nagrajena igralka Mateja Pucko, je moj nečak Matjaž Partljič, je producent drame, je Metka, tajnica drame, meni, da so kar prisotni v gledališkem življenju. Torej, hvala lepa, jaz upam, da bomo pač to nadaljevali, pa se mi tudi to nekaj zdi. Ko sem prej omenil, da so ljudje vendarle niso samo ljudje, ki tu stanujejo, jaz imam nekje že 13 let neko drugo dramsko skupino, tudi tu sodelujejo srednješolski profesorji, tu sodeluje sodelavec inštituta v Ljubljani, tu sedim s kolegico, ki je ena pomembnejših oziroma moče najpomembnejša v letni knjižnici. Pesničani so pravzaprav povsod doma in odlični in sem zelo ponosen, da sem Pesničan. Edino še eno majhno prošnjo pa bi imel, gospod župan, prej ste kazali v tistem filmu, da je nekje pametna klop, če bi mi pokazali, da bi šel malo tja sedeti. Sedaj povedali o nas, hvala lepa. Naj pa sedaj jaz še nekaj besed namenim vam, zakaj ste si zaslužili to priznanje. Torej, gospod Tone Partljič, častni občan občine Pesnica, je še vedno, kot vidite, vitalen in še vedno z energijo mladeniča režira predstave in vodi gledališko skupino Kuda Marice Kerenčič, hkrati pa še vedno tudi piše. Eden njegovih najnovejših romanov Pesnica je pravi spomenik Pesnici, kraju njegovega otroštva in zagotovo vpliva na njeno prepoznavnost. Zato iskrene čestitke. Za prizadevno delo in organiziranje kulturne
kulturnih prireditev županovo priznanje prejme Matjaž Partljič. Matjaž Partljič je nepogrešljiv član kulturno-umetniškega društva Marice Kerenčič. Je njegova gonilna sila, ki s svojimi idejami skrbi za njegovo pestro in raznoliko delovanje in to na več področjih. Od bralne značke Marica, stikov z mediji, zgodovine in nastanka kraja do sodelovanja z Društvom Slovencev na Hrvaškem in pomoči pri organiziranju različnih dogodkov. Ob vsem tem pa gre letošnji izkupiček od vstopnic za zadnjo ponovitev komedije Ditka in Šofer v tej sezoni prav na njegovo pobudo v dobrodelne namene. Iskrene čestitke. Ob 100-letnici delovanja prejme županovo priznanje mala pihalna godba Neuwirtovi Štajerci. Zgodba male pihalne godbe Neuwirtovi Štajerci se je začela z družino Neuwirth že pred 100 leti. Davnega leta 1922 v Vodolah pri Malečniku z Vincencem Neuwirthom. Godbo je vodil vse do leta 1967, ko je dirigentsko palico prepustil sinu Tonetu iz Pesnice. Za bogato glasbeno ustvarjanje je godba v vseh teh letih prejela številna priznanja na najvišji ravni, tudi zlati grb občine Pesnica. Tone pa je kot vsestranski glasbenik in avtor cele vrste skladb postal častni občan občine Pesnica. Od leta 2000 delujejo Neuwirtovi Štajerci kot društvo. Njegov predsednik je Damir Neuwirth in umetniški vodja Max Weinker. Občinska godba Neuwirtovi Štajerci izvede letno več kot 50 koncertov, nastopa na vseh prireditvah in shodih v občini Pesnica in s svojimi nastopi skrbi, da se ime Pesnica sliši tudi drugod po Sloveniji. Iskrene čestitke za jubilej. Spoštovani, naj vas naprosim, da izklopite vse mobilne telefone ali karkoli drugega, kar bi lahko motilo to proslavo. In pa sedaj nadaljujemo s podelitvijo. Za pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine v občini Pesnica županovo priznanje prejme Tilka Cehtl. Je ustanovna članica pesniškega študijskega krožka Spretni prsti podeželja, ki deluje že 17. leto in katerega poslanstvo je medgeneracijsko sodelovanje, učenje, ustvarjanje in ohranjanje kulturne dediščine. Tilka Cehtl je prizadevna in odgovorna nosilka dogajanja v krožku in tako jim je letos v sodelovanju z zavodom Ustvarjalno srce uspelo izpeljati največji slovenski kvačkarski projekt, nakvačkati grbe vseh slovenskih občin. Tilka Cehtl je nakvačkala grb občine Pesnica in ta krasi steno v občinskih prostorih, sedaj pa se ga lahko tudi ogledate. Ni kasen.
izdelke spretnih prstov občudovati na razstavah, ki ne bi bile tako odzivne, če članic ne bi odlikovali tudi pristni medsebojni odnosi, za kar ima zasluge tudi gospa Tirka Cehtl s svojim predanim ustvarjalnim zanosom. Čestitke. Za dolgoletno predano delo na področju kulture ter vzgoje in izobraževanja županovo priznanje prejme Alenka Truntič. Alenka Truntič je dejavna že vso življenje. Delo v šoli je obogatila z lutkovnimi predstavami, vodila je otroški pevski zbor in lutkovno glasbeni krožek. Ta pa se je z odličnim uspehom uvrstil tudi na državno srečanje lutkovnih skupin Slovenije. Dejavno je sodelovala na prireditvah v kraju in v občini Pesnica, ob delu na kmetiji in skrbi za vzgojo sinov ter vnukov, pa je vedno našla čas tudi za sprostitev in uresničevanje svojih umetniških potencialov. Tako je 20 let prepevala v ženskem zboru kulturno-umetniškega društva Marice Perenčič Prisnica in se izobraževala na likovnem področju ter razstavljala svoja dela. Poleg tega konstruktivno sodeluje v krajevnem in občinskem svetu, snuje in oblikuje krajevne in občinske proslave kot nocojšnjo in pri tem skrbi, da so zastopani vsi kraji občine Pesnica. Število njenih zlatavrednih aktivnosti je resnično neskončno. Iskrene čestitke. Za dolgoletno predano delo na področju kulture in organiziranja prireditev županovo priznanje prejme Franja Senčič. Franja Senčič je uspešna predsednica kulturno-umetniškega društva Jakob v Jakobskem Dolu in od leta 2015 tudi predsednica Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Je režiserka, zborovodkinja, korepetitorka in organizatorka, predvsem pa skrbi, da se kulturnemu udejstvovanju priključujejo tudi mladi. Pri delu jih spodbuja, spremlja, vodi in jim je v oporo. Leta 2011 je bila ena od ustanovnih članov Huda nedeljska šola, v katerem vodi vse pevske zasedbe, organizira in vodi otroške dramske uprizoritve ter skrbi za ohranjanje slovenske slavstvene folklore z zbiranjem folklornih obrazcev in s koledovanji. V kulturno-umetniškem društvu Jakob skrbi za organizacijo številnih glasbenih prireditev, likovnih razstav, letnega kina in kreativnih delavnic. Kot vzgojiteljica v vrtcu Jarenina je uspešno vodila vrtčevski pevski zborček, zadnje leto pa se je kot slavistka z zaposlitvijo na osnovni šoli v Jakobskem Dolu posvetila predvsem gledališki vzgoji otrok in organiziranju šolskih prireditev. Za uspešno režirano predstavo Kaj je najboljše je bila njena gledališka skupina nagrajena s srebrnim priznanjem srečanja otroških gledaliških skupin Slovenije v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Franja Senčič je s svojim delom dokaz, da je za uspeh kulturne vzgoje pri mladih bistveno le vztrajno predano delo. Je namreč dejavna in ustvarjalna, skratka nenadomestljiva predana kulturnica. Iskrene čestitke. Za uspešno delo županovo priznanje prejme
Društvo prijateljev mladine Pesnica je mlado društvo pod vodstvom predsednice Kati Črnčec in podpredsednice Tadeje Grubar. S pomočjo staroste Zveze prijateljev mladine Slovenije Jožice Horvat Mikić in Saše Mikića je društvo hitro pokazalo, da imajo veliko idej, znanja in volje za različno pomoč otrokom in družinam v občini Pesnica. Po uvodnih aktivnostih so se člani povezali s Centrom za socialno delo v Pesnici in vsemi osnovnimi šolami v občini. Že konec avgusta so šolam razdelili več kot 300 zvezkov in različnih drugih šolskih potrebščin za učence socialno ogroženih družin. Člani društva so s pomočjo svetovalnih delavk na naših šolah razdelili prehranske bone v skupni vrednosti 1400 evrov in tako pomagali 28 družinam, v predbožičnem času pa so obiskali vrtce in otroke ter jih obdarili z igračami, interaktivnimi igrami in seveda sladkarijami. Iskrene čestitke in hvala. Iskrene čestitke vsem, pa še skupna fotografija. No, naprej stopte. Kadar oči se ti blestijo in govorijo brez besed, se žarki sreče v njih iskrijo, vse pove mi tvoj pogled. Ponovno prihajata na oder Janja in Tadej, ki nam bosta povedala, kako bo čez 1000 let.
Za 55 let predsedovanja krajevni organizaciji Rdečega križa Pesnica in v zahvalo za nesebično pomoč pri blaženju socialne stiske občanov priznanje občina Pesnica prejme Veronika Freisman. Hvala lepa, vsem prav pozdrav. Že od malih nog sem se vključevala v razne organizacije in že takrat smo bili mladina, ki smo pomagali starejšim ljudem na terenu. In to me tudi vodi še do danes. Rada delam v Rdečem križu, čeravno so moja leta že zelo visoka, ampak trudimo se, imamo dober odbor, tako da poskrbimo za naše starejše krajine občine. Hvala tudi občini za sodelovanje in krajevni skupnosti Pesnica. Hvala lepa. Gospa Veronika Freisman, ki se vam je ravno kar tako lepo zahvalila, je rojena pesničanka, ki že vse življenje živi in deluje v Pesnici. V kulturno in športno življenje v kraju se je vključila že kmalu po vojni leta 1949. Bila je predsednica pionirske organizacije na osnovni šoli v Pesnici, predsednica Slovenske mladine, v telovadnem društvu Partizan Pesnica, voditeljica folklorne skupine in ritmične gimnastike, delovala je v civilni zaščiti Slovenije in sodelovala z gasilskim društvom Pesnica. V letih 1997 in 2011 je bila blagajničarka turističnega društva Pesnica in je pomagala pri vseh društvenih prireditvah. Od leta 1964 pa je vključena v krajevno organizacijo Rdečega križa Pesnica in je bila v njej najprej referentka za prvo pomoč, poverjenica in blagajničarka, že vse od leta 1967 pa je njena predsednica. Delovala pa je tudi v območnem združenju Rdečega križa. In še vedno se vsako leto udeleži tudi čistilne akcije v krajevni skupnosti Pesnica. Leta 2002 je prejela Zlati grb občine Pesnica in iskreno ji čestitamo tudi za nocojšnje priznanje. Za dolgoletno uspešno delo v krajevni organizaciji Rdečega križa Jarenina in predano delovanje v kraju priznanje občine Pesnica prejme Mirko Kurnik. Je že od mladih let dejaven kot prostovoljec. Sprva je deloval v mladinski organizaciji in to tako pri urejanju prostorov mladinskega kluba kot ob različnih dogodkih. Zatem je predsedoval različnim sekcijam in aktivno sodeloval v jareninskih društvih. V DTV Partizan, v kulturno-umetniškem društvu, kjer je nastopil v različnih vlogah v dramskih igrah, sodeloval je pri gradnji jareninskega gasilskega doma. V letih od 1998 do 2002 je vodil tudi teniški klub. Že 20 let je član krajevne organizacije Rdečega križa, od tega je bil 16 let njen predsednik, 10 let pa je bil tudi član območnega združenja Rdečega križa Maribor. Vse od začetka delovanja turističnega društva Oltar Jarenina je tudi tu aktiven član in je bil več mandatov tudi član društvenega upravnega odbora. Njegovo delovanje v kraju ni bilo nikoli samo posledica članstva v katerem od društev, temveč
temveč je vedno odraz njegove povezovalnosti in pozitivnega odnosa do lokalne skupnosti in njenih ljudi. Čestitamo. Za prispevek k razvoju turizma in k prepoznavnosti občine Pesnica in za predano delovanje v kraju priznanje občina Pesnica prejme Jože Freisman. Jože Freisman je upokojenec, nekdanji policist konjenik, ribič, predsednik konjeniškega društva Pesnica z več kot 30-letno zgodovino, član sveta krajevne skupnosti Pesnica, pobudnik civilne iniciative v kraju in predvsem zaveden prebivalec naše občine. Skozi njegovo jahalno šolo v konjeniškem društvu Pesnica je šlo na desetine mladih in učil jih je veščine jahanja in še bolj tudi za življenje. Na svoji kmetiji pa je uredil pravi mali živalski vrt, v katerem skrbi za različne živali, tudi take redke vrste. In že vsa leta sprejema na obisk otroke iz vrtcev in šolarje, ter jim z veliko potrpežljivostjo in senzibilnostjo živali predstavi. S svojim zgledom pa tudi približa sobivanje z njimi, human odnos do živali in predvsem skrb zanje. V zadnjem času si je Jože Freisman prizadeval tudi za ureditev ustrezne infrastrukture ob železniški progi. Iskrene čestitke. Za predano delovanje v kraju in ozaveščanje mladih o varni vožnji priznanje občine Pesnica prejme Motoklub Perniški asi. Motoklub Perniški asi je pred 2 letoma praznoval 10. obletnico ustanovitve. Gre pa za zelo aktivno društvo, nepogrešljivo na vseh krajevnih prireditvah, saj vedno priskočijo na pomoč tudi drugim društvom. Vsako leto organizirajo prvi vikend v maju v domačem kraju v Pernici velik dogodek. Blagoslov motorjev, na katerem se zbere tudi več kot 400 motoristov iz vse Slovenije. To je tudi velik zalogaj za organizatorja. Na srečanju pa prikažejo varno vožnjo z motorji in na kaj morajo biti motoristi posebej pozorni. Poleg tega pa člani Motokluba Perniški asi z obiski pri drugih društvih po Sloveniji in še širše promovirajo naš kraj in seveda celotno občino Pesnica. Iskrene čestitke in čestitke vsem prejemnikom priznanja. Po viharju, dežju, snegu, sonce sije spet toplo. Kako neskončno, čudovito, lepo modro je nebo. Stopim tja pod steno hiše, sončnim žarkom se predam, naj mi v srce se zapiše ta prelepi sončni dan. Prehajamo na podelitev zlatih grbov. Tako da na oder ponovno vabim podeljevalce, gospoda župana in podžupana.
predano delo v organih krajevne skupnosti Pernica in v društvih Zlati grb občine Pesnica prejme Bojan Protner. Gospod Bojan Protner je poznan vinogradnik, vinar in kmetovalec iz Dragočove. Kljub obilici dela najde čas tudi za aktivno vključevanje v društvo v kraji. Kot mlad zadružnik je postal predsednik društva vinogradnikov. Bil je tudi med ustanovitelji in nato 10 let predsednik vinarske zadruge, ki povezuje vinogradnike v občini in tudi širše. Že 20 let je član in podpredsednik turističnega društva Pernica, je član upravnega odbora lovske družine Pernica in že drugi mandat tudi njegov predsednik. 2 mandata je bil svetnik in 2 mandata predsednik krajevne skupnosti Pernica. Z vsem tem svojim delom in trudom pa je pomembno pripomogel k razvoju in ugledu kraja ter celotne občine Pesnica. Iskrene čestitke. Za pomemben prispevek k ugledu in prepoznavnosti občine Pesnica, Zlati grb občine Pesnica prejme Anita Kirbiš. Anita Kirbiš je rojena Jakobčanka, živiča sicer v Mariboru, vendar se s svojim delom dejavno vključuje v kulturno in družabno dogajanje v Jakobskem dolu in vsej občini Pesnica. Je članica kulturno-umetniškega društva Jakob. Kot fotografinja je pripravila že več kot 40 samostojnih razstav. Njene fotografije, ki so pogosto posnete prav v domačih krajih, so bile na ogled v razstavišču Huda Jakob, pa tudi po Sloveniji in v tujini. Ponaša se z nazivom R2 Fotografske zveze Slovenije in je bila za svoje fotografska dela nagrajena na slovenskih in mednarodnih natečajih, nagrade pa so osvojili tudi njeni kratki filmi. Leta 2016 je izdala otroško literarno delo Koštrumček Piko, opremljeno z avtorskimi fotografijami, ki so nastale na njeni domačiji na Ročici. Svojim dopisniškim delom in objavami v občinskih novicah občine Pesnica, v tiskanih publikacijah in na spletu, predvsem v Večerovi prilogi Štajerc, pa s članki in fotografijami že vrsto let poroča o aktualnem dogajanju, o zanimivostih in o izjemnih ljudeh naše občine. Njeni vedno pozitivni članki predstavljajo dosežke naših občanov. Anita Kirbiš s svojim požrtvovalnim prostovoljnim delom pomembno vpliva na razvoj kulturne dejavnosti in ugled in prepoznavnost občine Pesnica. Iskrene čestitke. Govor pripravljen, pa že dolgo traja, gremo reči piti. A še malo bo. Verjetno ste opazili, da nas že vso prireditev spremljajo verzi. Verze je zapisala naša ljudska pesnica Ančka Šumenjak iz Jeremije. Bila je tudi častna občanka občine Pesnica. Letos, 21. julija, bi dopolnila 100 let. Ljubezen jo je iz rodne Škofje Loke ponesla v Jeremijo, na moževo kmetijo. Ob napornem kmečkem delu si je utrgala čas za njeno tiho ljubezen, pisanje pesmi. Sama
najlepše predstavile v pesmi Ni me sram. Ni me sram, da sem kmetica, ni me sram žuljavih rok, ni me sram, da so mi lica zvenela od dela in otrok. Ponosna sem, da sem kmetica, da zastopam kmečki rod, sem mimo njegove pravica hodila vedno praznih rok. V Ančki Šumenjak je tlela tiha, neuresničena želja iz mladosti iti v šole in postati učiteljica, kar je izpovedala v svoji pesmi Moto. Ko bi bila jaz učena, pesem lepše bi bila zložena, lepše rime bi zvenele, besede bi mi lepše pele. Moje pesmi v srcu se rodijo, v dnevih in nočeh, ko drugi spijo, včasih solza kane na papir, vzdih pretrga nočni mir. Čas je, da podelimo najvišje priznanje občine Pesnica. Naziv častni občan občine Pesnica. Ponovno naprošam podarjevalce, da se mi pridružite na odru. Za neprecenljiv novinarski prispevek s poročanjem med vojno za neodvisnost Slovenije naziv častni občan občina Pesnica posmrtno prejme Ivo Štandeker. Ivo Štandeker se je rodil 22. avgusta leta 1961. Bil je edinec, otroštvo je preživel z mamo in babico v Pesnici pri Mariboru. Po končani osnovni šoli v Pesnici in šolanju na današnji prvi gimnaziji v Mariboru se je vpisal na študij germanistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Diplomiral je leta 1985. Njegova pronicljivost in iskrivost sta ga leta 1987 pripeljali v uredništvo Mladine, kjer je postal soavtor in kreator novih novinarskih form in rubrik. Kot velik ljubitelj stripa je okoli sebe zbral mlade obetavne striparje, bil je Mladinin likovni urednik, pa tudi avtor številnih člankov, ki so v drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja razburjali tedanjo jugoslovansko oblast. Raziskoval je likvidacije tajnih služb, pisal o akterjih slovenske pomladi, o vrenju na Kosovu, jugoslovanski politični emigraciji po svetu. V Pesnici se je Ivo Štandeker poklonil v Mladini na zanj značilen način, skorajda satirično, s člankom Pesnica, moj rojstni kraj. Zvest je ostal tudi prevajalstvu, in to s prevajanjem najzahtevnejših teoretskih besedil, ki so jih drugi odklanjali, in tako postal sproti Freuda, Hegla in Habermasa priznan prevajalec filozofskih in psiholoških del. Prevedel pa je tudi zafrkljiva Mozartova pisma, ki so veljala za slovenski jezik neprevedljiva. Junija leta 1991 je prišla vojna dobesedno pred Štandekerjev domači prag in med Pesnico in Šentiljem
je nastala ena najboljših pripovedi o slovenski vojni. Boj pri Štrihovcu. Ivo pa je postal vojni dopisnik, ki po letalskih napadih pomaga ranjenim, tolaži umirajoče. Ni bil le novinar, bil je predvsem človek. Piš vojne vihre ga je nato nesel po vseh bojiščih razpadajoče Jugoslavije, vedno tja, kjer je bilo najhuje, v oblegani Osijek, Vukovar, Dubrovnik, Sarajevo. Njegov novinarski standard je bil pisati o stvarih, ki jih je videl in doživel. To je bilo še toliko pomembnejše, ne samo za njegovo profesionalno verodostojnost, temveč še bolj za ljudi na Hrvaškem, ter predvsem v Bosni, ki so bili ne samo žrtve agresorja, temveč tudi cinizma in distanciranja Zahoda, ki je izenačeval žrtve in agresorja. Prav ta njegov stanovski imperativ, biti zraven in poročati iz prve vojne črte, in pogum, ki je za poprečnega opazovalca včasih presegal razum, sta ga usodnega 16. junija 1992 v sarajevskem predelu Dobrinja stalo življenje. Umrl je star še ne 31 let. Kljub temu pa je zapustil pomembno dediščino na področju novinarstva, prevajalstva in slovenskega stripa. Njegov novinarski kolega je v njem zapisal: bil je pesničan, a svetovljan neštetih talentov. Mi pa dodajamo: bil si tako drugačen, samosvoj in neponovljiv, a si kljub temu še danes eden izmed nas. V imenu svojcev bo posmrtno priznanje Ivu Šandekerju prevzela njegova teta Marija Pec. Čestitke. Spoštovani zbrani, proslava je pri koncu, vendar pa nocojšnje slavje še ni povsem zaključeno. Vse prisotne vabim na pogostitev in na ogled razstave likovne sekcije Kulturno-umetniškega društva Marice Kerenčič Pisnica v galeriji ter razstave Pisnica v vojni 27. in 28. junij 1991 avtorja Predraga Kersmanoviča. Program sta pripravili Alenka Trutič in Sabrina Huderis, skozi proslavo pa so vas vodili Neja Kašman in Janja Kranjer. Želim vam prijeten prazničen večer še naprej in srečno.